Evo, super. Lep pozdrav od Barbare. In od Barbare? Za Barbaro. Ja, na drugi strani je Barbara Mali. Moja, bom rekla, prva učiteljica barsov. In za vse, ki ne veste, kaj to je, bom malo kasneje razložila. Ampak rada bi dodala to, Barbara, tisti, kakor se te jaz spomnim, ena prva pravzaprav v Sloveniji, ki si potem razširila to znanje po celotni Sloveniji. In jaz se te spomnim, ko si rekla, da greš v druge kraje, tudi sam za eno osebo. Tudi če je bila ena prijavljena, 2 prijavljeni, ti si šla, ne? Ja. Jaz sem rekla, oh my god, ne, res sem te občudovala. In to si en cajta delala in potem se je to razširilo, ne? In danes v bistvu lahko res čutimo tvoj prispevek tega in bom rekla, kolikim ljudem se je na ta način izboljšalo življenje. Postalo, bom rekla, lahkotnejše in prijetnejše. Ja. In bolj igrivo. Če pa nadaljujemo, ne, tvojo predstavitev, oziroma kako naj te predstavim, ne. Napisala si nekaj knjig, Zakon privlačnosti, zdaj boste začeli ljubiti sebe in je zdaj pravi čas, ne. To je ena knjiga. To je knjige v elektronski obliki, če Ja, zaenkrat so še v elektronski obliki, ja. razmišljaš. Seveda. Razmišljam, zato ker imam toliko povpraševanj, če bojo v tiskani obliki, tako da, ja. Fajn. Ja. Smo v bistvu še zmeraj navajeni imeti fizično knjigo pred sabo, ne? Ja, nekako je tudi mogoče bolj tako neko prijetno, nekaj fizično vzeti v roke, lahko tudi v končni fazi, pač čeprav so ti Kindli pa bralniki teh elektronskih knjig, še vedno je knjigo lažje dati recimo v torbico ali pa, ne vem, v torbo, pa jo nesti s sabo, ne, tako da, ja, še vedno nekako se mi zdi, da je knjiga zelo tako ocenjena kot neki izdelek fizično. Ja. Prijetnejše je, saj pač tako kot jaz čutim, prijetnejše je imeti knjigo v roki, ne? Ja, tako se mi zdi, da veliko ljudi, mislim, jim je to ta občutek, da imajo knjigo v roki, pač prijeten, ja. Potem, Barbara, ti imaš tudi svetovanja, se pravi, pomagaš oziroma svetuješ pri zavestnem ustvarjanju življenja. Povezana si dosti z razlago zakona privlačnosti, ne, na svoj način. In sicer, kaj bi ti čisto na hitro zdaj za uvod povedala o zakonu privlačnosti? Ja, mislim, zdaj zakon privlačnosti kot sam je zelo tako veliko napačnih nekih razlag je tega, ne, oziroma nekih mitov okoli tega, ne, veliko ljudi razmišlja o tem, kot da če bomo neki mislili na neki, da pač se bo pa kar nekaj prikazalo, ampak dejansko to ni zakon privlačnosti, ne, zakon privlačnosti je, da mi dejansko poosebimo to, kar si želimo videti v svojem življenju, dejansko, da smo ta oseba, ki že to ima, ne, in dejansko, ja, najprej se začne z mislijo, seveda, ne, ampak potem pa to pač moramo nekako začeti živeti kot ta oseba, ki to že ima in potem, ko smo mi že ta oseba, ki pač to željeno stvar že ima, ne, ko živimo že na tak način, potem se šele lahko to prikaže v naši resničnosti. Ne? To pomeni, da ustvarjamo, mi svoje življenje, svojo resničnost ustvarjamo s tem, kdor smo. Ne samo z eno mislijo tukaj, eno mislijo tam, ne? Ampak dejansko, da v vseh pogledih, vsakem vidiku svojega življenja živimo to, kar v končni fazi želimo videti pol v svojem življenju. Ne, kot da je to že v našem življenju. Se pravi, da ponotranjimo nekako, ne? Tako, ja, da dejansko postaneš ta oseba, ne, ki to že na nek način, ja, ki to že ima, ne. Ker potem pač tukaj, ker če začnemo na tak način živeti, izgine pol ta potreba, ta navezanost na ta rezultat, ne, in šele takrat pa lahko to pride v naše življenje, šele takrat smo v taki energiji oziroma smo tak prostor, da lahko dopustimo to, da pride k nam, ne.
Kakor smo pa navezani na rezultat, pa sam gledamo, kdaj bo, pa delujemo iz tega prostora pomanjkanja, ne, in dejansko potem kreiramo še več tega, še več pomanjkanja, ne. Včeraj sem gledala posnetek Neil Donalda Walsha, ne, ki se pogovarja z Bogom in pravi, rekel je, da Bog pravi, ne, če ti govoriš, prosim, ne vem, za 10,000 evrov ali pa nov avto ali pa karkoli, novo hišo, novega partnerja, pravzaprav deluješ, kot si rekla, iz točke pomanjkanja in zato pač tega nimaš, ne, in tudi ne boš imel. Prav, če želiš imeti, moraš reči v smislu, da je to že na poti do tebe oziroma da je to že tukaj, ne. Ja. Kot si rekla, iz drugega prostora izhajaš. Tako. In mislim, da je to zelo pomembno, da sliši čim več ljudi. Zdaj pa, če čist zares začneva. Ja. Zanima me, če rada kuhaš. Ja, zelo rada kuham, še rajš pa jem. To se je hotela reči, ja. Še rajš ješ kot kuhaš. Ja, ampak kuhanje mi je tako tako, jaz sem zelo sebe, če bi z eno besedo se opisala, sem zelo kreativna, ne. In tudi se mi zdi kuhanje, mi tudi ena taka predstavljena tako kreativnost, ampak jaz kuham, ampak različne stvari, ne, rada poskušam nove stvari, ja, in pa se tako tudi malo igram s tem, no. Ja, še rajš pa potem seveda jema, ne. Ja. Ja. Katera pa je tvoja najljubša jed? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Če bi me to vprašanje vprašala, mogoče pred 3 leti bi ti znala povedati, ne. Zdaj pa zelo poslušam svoje telo, ne, vsak dan tudi sprašujem svoje telo, oziroma vsako jedjo, ki jo dejansko, recimo, ko razmišljam, da bi kaj jedla, vprašam svoje telo, kaj bi jedlo. Tudi, ko grem recimo v restauracijo ali pa, ja, pač, ko jem nekje zunaj, ne, dejansko vprašam svoje telo, kaj želi jesti in tisto, kar moje telo zbere v tistem trenutku, je najbolj orgazmična zadeva v tistem trenutku, ne. In ja, tako da zelo težko bi zdaj rekla, kaj je nekaj najljubšega. Moje telo se spreminja ves čas in tudi to, kaj pač rado je, se dejansko skozi spreminja. Ja. Prav res poslušaš sebe oziroma svoje telo. Ja. Kaj pa obleka? Si danes vprašala, kaj obleči? Ja. Vedno. Tudi to, ko recimo ali imamo neke sestanke, intervjuje, delavnice, ko pripravljam, ne, torej vedno se vprašam, kaj bo največji prispevek, da danes oblečem, ne. In potem me dejansko samo telo vodi do tega. To, pa frizura taka, gor, dol, ne, vse. Imaš kakšno zgodbico v zvezi s tem oziroma recimo kakšna je razlika med tem? Da ne vprašaš, pa med tem, da vprašaš, ne? Ja. Načeloma je tako, ne, da če nekaj če si daš nekaj na telo gor, kar telo tvoje ne mara, se neudobno potem počutiš, ne. Tako neprijetno, neudobno, se ti zdi, to danes nisem jaz, ne, tako v tem smislu, no. Ja. Jaz sem izkusila že kar nekaj časa nazaj, ko sem imela svetovanje, in najprej sama izbrala skozi svoj ne, nekaj sem izbrala za obleči, pa sem pa rekla, hopa, ne, kaj bi pa moje telo rado in sem potem tisto oblekla. Moram reči, da me je ta stranka tisti dan toliko pohvalila, kako sem lepa, prav, da je moje telo oziroma moje biti je nekaj izžarevalo, kar mogoče drugače ne bi skozi drugo obleklo, ne. Ja. Sem te vprašala, ker vidim, da je razlika. Ja, to je, ne, dejansko so te stvari zelo tako nelinearne, ne, ko bi kdo mislil, zdaj kak ti bo pa obleka, zdaj nek prispevek ali pa ne vem kaj, ampak dobesedno, ja, drugače se počutiš, drugače te ljudje percepirajo, drugačna energija si, ne, in dejansko na ta način se pol v tvojem življenju nekaj drugačnega skreira, ne. Tako, ja. Sprav vse to lahkotno poteka, ne? Ko s temi vprašanji pravzaprav. Ja, pa tudi, če si gnamo, pa kdaj kaj tazga gor, kar nam ne odgovarja, pač je tukaj pomemben, da se ne sodimo, ne, da se ne pa, se sem vedela, da tega ne bi smela obleči, ali pa ne vem kaj, ampak dejansko rečem, pač danes sem to izbrala, za drugič pač bom bolj poslušala svoje telo in tudi to, ne. Ja.
Barbara, kako pa ti sebe razvajaš v bistvu? Ali potrebuješ to, ali ti je v bistvu vse, kar delaš, že razvajanje znati? No, dejansko jaz celo svoje življenje kreiram na tak način, da je celo moje življenje eno samo razvajanje. Zdaj pač v tem klasičnem smislu, kot ljudje pojmujejo, kaj pa je to razvajanje, ne, je pa tako, masaža, ta velik bodyworka, to je zakon, ne, ti aksesovi, telesni procesi, to vsak teden je obvezno. Drugače pa potovanja, tudi razvajam se z izobraževanji. Sem oseba, ki je zelo taka vedoželjna, vedno bi rada nekaj več, vedno bi rada še več izvedla, še nekih več informacij, na kakšen način lahko ljudi popeljem k nekemu kvalitetnejšemu, bolj zavestnemu življenju. In dejansko, to je za mene ena oblika razvajanja. To sem te hotela vprašati, da veliko potuješ zaradi izobraževanj. Ja. Kje si bila nazadnje? Nazadnje sem bila v Varšavi na seminarju Bodi ti, spremeni svet. Sem imela tudi eno čast dejansko tudi simultano to prevajati iz angleščine v slovenščino in je bila res ena za mene zelo, zelo super izkušnja. Poleg tega sem ravno zdaj tudi prevedla to knjigo Being You, Changing the World v slovenščino, ki bo izšla zdaj enkrat pred knjižnim, oziroma na knjižnem sejmu, mislim, da bo predstavljena. In vse skupaj se je tako zelo super poklopilo, tako da fajn, Se pravi, ti hodiš na izobraževanja ali ti tudi v tujini nudiš svoje izobraževanja? Zdaj zaenkrat še ne, ampak je pa res, da razmišljam o tem zelo, zelo veliko in saj veš, ponavadi tako, najprej začneš razmišljati, potem pa začneš to tudi udejanjati. Super. Očitno sem zaznala tvoje vibracije. Fajn, lepo. Povej mi, kdaj si ti začela svojo samostojno pot? Koliko časa nazaj pravzaprav? Misliš kot samostojni podjetnik? Podjetnik. Zdaj tako, jaz dejansko sem začela z tem SP-jem, oziroma odprla sem svoj SP že, ko sem bila v službi. Jaz nekako sem se čutila zelo neizpolnjeno v tej svoji službi, kot vse te moje zmožnosti, vse te moje sposobnosti, ki imam, niso bile, 10% niso bile izkoriščene. In mi je zelo, nekaj mi je manjkalo in sem zato potem odprla pač SP, in sem najprej začela z marketinškim svetovanjem, ker moja osnovna stroka, če bi lahko temu rekla, jaz sem delala 15 let prej v marketingu, poleg tega sem pa jaz že, enih 20 let to proučujem, kako z mislimi, pa s tem, kdor smo, kreiramo, in tako naprej. Tako da dejansko tako zadnji 2 leti, ko sem bila v tej svoji zadnji službi, pa res tako, jaz si želim iti na svoje, jaz si želim sama razporejati svoj čas, želim imeti svoje podjetje in dejansko sem se začela že tako obnašati. Zjutraj, ko sem prišla v službo, sem prižgala računalnik, kot da bi bilo to moje podjetje. Dejansko vsake naloge sem se lotila, kot da je bilo to moje podjetje. In dejansko potem je prišlo do tega, da je prišlo do reorganizacije v podjetju in me niso pa več potrebovala. Kakorkoli je bila ta, recimo, po 15 letih, recimo, grozen, če lahko temu rečem, sem jaz točno vedela, da je to tisto, po čemer sem že 2 leti spraševala, da se je to odprlo zdaj in sem pač zakorakala na to pot in to je bilo leta novembra 2012. Kaj si se vse naučila, zdaj, če malo pomisliš nazaj te svoje poti? Ker dejansko SP, se pravi biti samostojni podjetnik, je kar veliko učenja. Kot si rekla, dejansko ta podjetniška pot je ena taka pot samospoznanja, tega mislim, da ti nobeno izobraževanje ne more dati. Se strinjam. Tukaj se toliko samega sebe spoznavaš v vseh pogledih. Tako da, kaj naj rečem, jaz sem se toliko še vedno se spoznavam, ker zdaj recimo grem na neke druge nivoje, spet v neke širine večje, in spet tukaj se spet zadevam v neke
svoje lastne poglede, če temu lahko tako rečem, neke omejitve, ki jih pač moram preseči. Tako da se mi zdi, da ta podjetniška pot je res skozi eno učenje, skozi dejansko v samem sebi se učiš, no? Ja. In seveda pač tudi vsem ostalem, ampak najprej je pač to vse izvira iz nas in dejansko moraš najprej vedno pogledati pri sebi, če želiš kakšne stvari spremeniti. Ja, tako da jaz lahko samo rečem, da sem toliko hvaležna, da sem šla na to pot. Niti enkrat nisem pogledala nazaj, da bi bilo žal za službo ali pa ne vem kaj. Ja, ker mi je toliko dala ta pot, res. In še mi vedno daje. In verjamem, tudi jaz se ti pridružujem pri temu in čeprav je bilo veliko vzponov in padcev, ampak mislim, da ne bi dala, da ne bi zamenjala. Tudi če nisem bila zmeri najbolj prijetna pot, se skozi bolj se učimo, pa skozi lažje pač potem vse tole obravnavamo oziroma znamo. In spomnim se, da si mi takrat, ko so bolj komunicirali glede barstva in tega, rekla, da imaš coacha. Ja. Se pravi trenerja. Ja. Pa me zanima, še imaš katerega? Jaz tako dejansko imam skozi coache. Skozi dejansko, mislim, če ne bi imela te upore skozi na tej poti podjetniški, to, kar sem govorila prej, verjetno bi me nekje vmes, mogoče tako, da bi me, po mojem bi me, ne vem, kaj rečem, ampak dejansko ta podpora je skozi prisotna. Skozi se, na nek način sem vedno ali s coach, torej vedno imam coache, ampak v različnih oblikah, ali je to individualno ali v nekih skupinskih bolj oblikah coachinga, samo imam vedno tudi dostop do individualne, mislim, tako do coacha, da ga lahko vprašam, ker veliko krat je tako, čeprav sem jaz sama coach, ampak si v enih stvareh noter, da jih enostavno ne vidiš. In nekdo, ki čisto neobremenjeno pogleda na tvojo situacijo, vidi, kaj govoriš, kaj dejansko oddajaš, ti tako lahko z eno besedo, z enim vprašanjem, dvema vprašanjima spremeni takoj vse. Tako da, skozi imam coache, Super. Se pravi, mi sami sebe ne slišimo, Ja, velikokrat, mislim, to je zelo, tudi v zadnjem tem obdobju, sem res tudi eno zahtevo od sebe sem naredila, ki jo nisem še nikoli prej, dejansko, da sem agresivno prisotna. Kaj to pomeni, agresivno prisotna? Dejansko prisotna vsako svojo mislijo, vsakim svojim, vsem, kar govorim, ker na ta način se začne, najprej začnemo razmišljati, potem začnemo o tem govoriti in potem se začne to, pač to postanemo in začnemo to kreirati v svojem življenju in določene stvari zdaj, tudi se mi zdijo, tudi neko prelomno obdobje za mene, in tudi to sem naredila eno zahtevo od sebe, da res, da sem agresivno prisotna tukaj v tem trenutku, ne nekje od spredi, ne nekje od zadnji, ampak tukaj in zdaj. Pardon, se pravi, da stalno viš, kaj se dogaja znotraj tebe. Ja, to. Biti opazovalec. Prosim? Biti opazovalec. Ja, samega sebe, zato ker to, pač na tak način večina ljudi tudi deluje, da jih nekaj skrbi za prihodnost, ali se nekaj sekirajo nazaj za preteklost, ali pa nekaj analizirajo preteklost, niso pa tukaj in zdaj, in dejansko na ta način tudi nismo prisotni v bistvu s svojimi mislimi. Mislim, tako ne zavedamo se točno niti tega, kaj ustvarjamo. Ker če brskamo pri preteklosti, analiziramo preteklost, ustvarjamo še več tega, kar smo imeli v preteklosti, če nas pa skrbi že nekaj za prihodnosti, ki jo še sploh ni, dejansko pa ustvarjamo te skrbi tudi že tukaj in zdaj. Tako da, tudi jaz kot coach padem, kdaj v take stvari, in zdaj pač sem naredila to zahtevo, da sem res agresivno prisotna. Se pravi, za vse, ki bojo naju in bojo naju poslušali, se pravi, en del je, se pravi, access consciousness je
tehnika oziroma neki načini, pristopi, a ne? Drugo pa potem poslovni del, ne? Zdaj to v bistvu se vse prepleta, ne? Tudi pač vse te tehnike oziroma vprašanja, na katerih temelji Access Consciousness, to se uporablja na vseh področjih življenja. To ni sam posel, ne? Dejansko to je način življenja, ne? Kaj pa te pomeni Access Consciousness? Access Consciousness, zanimivo je to, ne? Takrat, ko sem rekla, novembra 2012, ko sem prenehala svojo redno službo, ne, takrat sem jaz pol šla na Barse, takrat sem pač dejansko spoznala Access Consciousness, tako da in moja želja je bila tako vedno, jaz sem predtem hodila na izobraževanje v Londonu, 3 leta in pač tam smo mogli na zaključnem klasu, smo mogli tako pred celo publiko, pred celim tam, 150 ljudmi, smo mogli povedati, kaj želimo v svojem življenju delati, ne. In jaz sem rekla, jaz se želim s tem, kar delam, dotakniti življenj ljudi, ne. In tudi dejansko, pač začela sem na ta način, napisala sem knjigo Zakon privlačnosti za vsak dan in tako naprej, ampak skozi iščeš tista neka orodja, ki bi bila še lahkotnejša, ki bi ljudi še hitreje premaknili, pa tudi mene v končni fazi, da bi me še hitreje premaknili naprej, a ne. In pol je prišel Access Consciousness, ne, Barsi pa Access Consciousness in je to za mene predstavlja v tem trenutku eno tehniko, ki za mene osebno najbolj hitro in učinkovito deluje, ne, te premakne najbolj hitro in učinkovito. Mislim, tako, pa na najpreprostejši način te premakne naprej. Kako se je v bistvu tebi spremenil svet po Accessu? Zdaj tako, recimo, če pogledam nazaj, lahko rečem, da sem to januarja leta 2014 šla na svojo prvo Bars delavnico in če pogledam zdaj, kakšna oseba sem bila takrat in kakšna oseba sem zdaj, je tako, da bi vmes 100 let minil. Ne vem, 3 leta, ampak, ali zdaj že dobra 3 leta, že skoraj 4, ne, ampak tako da je 100 let minilo vmes. Koliko sem recimo takrat bila v neki kontroli, nekaj sem skušala vse skontrolirati, na kak način se bodo določene stvari prikazalo v mojem življenju, nekih obliki, strukturi. Mislim, tako dejansko vsemi temi pogledi, ki sem jih imela, vsemi temi prepričanji, nekimi odločitvami, je bilo kot da bi bila zabetonirana dobesedno na mestu. In kar mi je Access dal, je to, da sem šla iz tega betona ven. Če lahko neko tako prispodobo uporabim, da sem šla iz tega betona ven in dejansko se stvari se spreminjajo, ne, na vseh področjih. Ena področja prej nisem hotela pogledati sploh, zdaj pa sem jih začela tudi ta področja gledati, ker dejansko vse povezano, ne. Ni sam posel, ni sam denar, ampak je tudi vse ostalo, ne. Ampak tako, ko začneš spreminjati odnos do ene stvari, se začnejo spreminjati tudi druge stvari, ne. Tako je vse povezano, tako da, Čeprav razumem, Access dela predvsem na širjenju zavedanja. Tako je, Access Consciousness, če bi to v slovenščino prevedali, je dostop do zavedanja. Ljudem daje res več zavedanja o tem, na kak način delujejo, zavedanje o tem, o svetu, okoli njih, o ljudeh, okoli njih, o planetu, v končni fazi tudi planet ima svojo zavest. In vsa orodja, vse telesne tehnike, vsi verbalni procesi, vse, kar delamo tukaj, je namenjeno temu, da ljudi pripelje do zavedanja. Ne, da se začnejo zavedati in pa še ena tarča Access Consciousnessa, enost. Ne? V enosti nič ni obsojeno, ampak vse samo je. To mi je pa najbolj všeč, pri temu. Res, ko rečeš, pač samo je, ne? Tudi mnenje drugega, pač njegovo prepričanje, v redu. Vse samo je, tudi ni sodbe nas samih, ne? In mislim, to je dejansko, ko prijemo enkrat do tega, oziroma ko začnemo okušati to stanje enosti, vidiš, koliko imaš na voljo neskončno več izbira, kot prej, ko si bil v dualnosti, ko si skušal vse popredalčkati, prav, narobe, pozitivno, negativno, sprejemljivo, nesprejemljivo, ne. Tako da, to, no.
Tu se uporablja veliko vprašanja, ne? Ja. Jih lahko pač dnevno uporabljaš. Ja. Katero vprašanje je tebi najljubše? Pa si največkrat ga uporabljala? Meni je še vedno najljubše vprašanje, komu to pripada. A je to moje ali koga drugega? Aha. Ja. Super. To je takrat, ko sem rekla, ko sem prvič prišla, ko sem svojo prvo bars delavnico naredila, mi je to vprašanje, sem takrat začela takoj uporabljati, zato ker sem dejansko že prej jaz tako na nek način zaznavala, da določene stvari, ki jih jaz zaznavam, niso moje, recimo bolečine v telesu in ne vem, nekaj misli pa to. In tukaj so mi pol povedali, ja, lej, zaznavamo ljudi okoli sebe, ljudi, ki so lahko tisoče in tisoče kilometrov stran, lahko zaznavamo, kaj se dogaja z zemljo, ne? In to vprašanje me, mislim, tako res povezali s tem, kar sem jaz, no. To, da sem vse tisto, kar ni moje, skozi odstranjujem, a ne, in prihaja ven Barbara, ne, tako. Ja, še vedno je to, se mi zdi, eno izmed, ki jih na dnevni ravni skozi uporabljam, ja. Moram reči, da tudi meni je največjo spremembo jih to vprašanje naredilo, ne. Sem takrat ugotovila, ne, koliko pravzaprav, nekdo, ki je zelo senzibilen, ne, čuti druge, pa misli, da je to njegovo, in potem začneš predelovati tuje in ne moreš, ne. Ja, prvo je to, ne, da začneš predelovati od drugih ljudi neke misli, občutke, ideje, čustva, ne. Poleg tega pa začneš iz tega kreirati pol svojo resničnost, iz nečesa, kar sploh ni bilo tvoje v prvi vrsti, ne. Res. Ja. Odlično so vprašanja, Ja. moram reči. Se pravi, pri aksesu je, se pravi, beseda, ki jo uporabljate večkrat, jo uporabljamo večkrat, lahkotno igrivo, ne? Na lahkoten in igriv način. Se pravi, kot da se stalno nekaj igraš, na prijeten način, nič ni resno, nič ni nekaj trdega, ne? Ampak je to nekakšen moto v bistvu aksesa. Ja, dejansko, to je bolj moj moto, ne. Aha. To je tudi zanimivo, ne, da sem jaz poimenovala svojo spletno stran Uresniči svoje sanje, potem pa odspodaj igrivo, lahkotno, zavestno, ne. To je pač nek slogan moj, a ne, in pol pride akses, ki zelo poudarja to lahkotnost, ne, ker igra je lahkotna, ne. Ko si lahkoten, dejansko pač vse prihaja k tebi, tudi lahkotno, a ne, in mantra Access Consciousness je vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. Ne, tako da zelo podoben, a ne, in ja, dejansko, ko si lahkoten, ne delaš teh pač stvari pomembnih, ali pa tudi jih ne strdiš, recimo, nekih pogledov, nekih misli, nekih prepričanj. Pač je vse tako v toku, no, če lahko temu rečem. Tudi Access poudarja zelo to dopuščanje, ne. Da smo v dopuščanju, kjer je vse samo zanimiv pogled, ne. Vsaka stvar, ki jo mi govorimo, mi počnemo, oziroma ki jo počne ali dela, ki jo počne oziroma govori kdo drug, je vse samo zanimiv pogled, ne. In to ti da tudi toliko ene lahkotnosti, ne, ker vsi ti pogledi, vse sodbe, vse, kar drugi ljudje počnejo, vse, kar drugi ljudje govorijo, gre mimo tebe. In ohraniš sebe, ohraniš svojo energijo, si kot ena trdna skala v toku reke, ne. Ker drugače, ko delujemo, se nekaj pridružujemo, se strinjamo z nekimi stvarmi, ki nam jih drugi predajajo, oziroma kar sami govorimo, ali se opiramo, reagiramo in s tem naredimo pa te stvari trdne pol, ne. In to postane pol v našem svetu omejitev, oziroma ja, nekaj, s česar pol začnemo ustvarjati svojo resničnost, čeprav niti nismo imeli namena, ne. Takoj, ko nekaj naredimo trdno, je pol to, iz tega začnemo pol ustvarjati resničnost, ne. Pardon. Ja, tako da, ja, ta lahkotnost, no, ja, igrivost dejansko je zelo tukaj, skozi se poudarja, pri vsaki stvari, okej, kako lahko to bo lahkotno, ali pa vse, kar se vprašamo, na popolnoma lahkoten način dodamo zraven, ne. Seveda, vsi ljudje niso pripravljeni imeti te lahkotnosti, ne.
Ja, je res. Ja, ker jih je strah, da jih bojo pa drugi obsojali, ne? Zato ker imajo preveč lahkotno življenje in tako naprej. Tako da, ja. Slovenci, ne, moramo malo trpeti, pa moramo zelo delati. Trdo delati in tisto, in delati nekaj, kar nimamo radi, ne? Ja, točno. Pol pa to cenjeno in spoštovano. Ja, točno. Kaj pa, če se dotaknemo odnosov? Ja. Zdaj mi je prišlo na misel, gledala sem več posnetkov, poslušala več posnetkov v zvezi z ekscesom in odnosi. In v bistvu slišala sem, kako so določene osebe spremenile s tem odnos s partnerjem, recimo. Na kakšen način se to lahko spremeni, ne vem, če nek odnos, ne vem, bom rekla, porazen Ja. v naših očeh, kako se lahko toliko spremeni, da dejansko začneta dva uživati eden z drugim spet. Ja, tukaj je veliko orodij, s katerimi lahko začnemo odnose spreminjati, ne. Zanimivo je, da jaz ravno pač pripravljam eno delavnico, kako vsak odnos spremeniti z lahkoto, a ne, tako da očitno me zaznavaš, ja. Dobro. Zdaj, prva stvar je to, ne, da začnemo, recimo, če dam eno orodje, ne, da vsak odnos, pa to ali z osebo, ali z našim poslom, z našo finančno situacijo, z denarjem, ali z živaljo, z našim hišo, stanovanjem, s čimerkoli, s telesom svojim v končni fazi, da vsak odnos vsako jutro razgradimo in uničimo. In pač to ne pomeni, da se bo kaj na fizičnem nivoju uničala, ne, ampak uničimo vse te neke zaključke, sodbe, odločitve, neke izračune, projekcije, pričakovanja, iz katerih smo delovali, ne, in si ustvarimo, vsak dan si na ta način ustvarimo belo platno. Ne, tudi z osebo, ne, lahko rečemo, koliko se to sploh naredi, je tako, da rečemo, vse, kar je bil moj odnos, recimo zdaj bom jaz rekla za tebe, a ne, vse, kar je bil moj odnos z Barbaro do danes, vse to razgrajujem in uničujem, pol pa pač čistilni izrek Access Consciousnessa, right and wrong, good and bad, pot and pop, online, shorts, boys and beyonds. In s tem pol naredimo to, pač to smo rekli, kot nek nepopisan list in lahko rečem, ok, kaj pa danes lahko midve z Barbaro ustvarva, drugačnega, novega, ekspanzivnega, ne. To je recimo prvo orodje in to pari, ki so že leta in leta skupaj, ne, ko začnejo to uporabljati, ne, pa plus druga orodja še, ne, pravijo, da se njihovi odnosi vedno boljši, no, pa tudi, če so že, ne vem, 20 let, 30 let skupaj, ne. Je pa še ena stvar, ne, da v končni fazi, če gre zdaj to recimo za partnerski odnos, ne, da postanemo tudi brutalno iskreni do sebe, če ta odnos resnično sploh deluje še za nas ali ne več, ne. Ker večina ljudi je tako se sili v neke odnose oziroma ostajajo v nekih odnosih zato, da so v odnosu. Ne. Naj bi pa takšen oziroma takšnega partnerja oziroma takšen odnos, ki bo prispevek našemu življenju, ne, ki bo, zaradi česar bo naše življenje ekspanzivnejše, nekaj več, na nekaj manj, ne. Ja. Super. Zdaj, ko smo že pri tem, ne, da si želimo pač nekaj boljšega, ne, kar je pač normalno za nas vse, ali je zadost, da si mi res samo želimo, ali moramo kaj več narediti na tem, da se pač pol nekaj začne ustvarjati? Ja, no, tako sem že prej na začetku rekla, ne, to ni samo to, da si samo želimo, ne, ampak dejansko moramo postati ta oseba, ki to že ima. Ne, in mislim, kako to naredimo, da dejansko vsako malenkost, vsak dan, ki jo počnemo, smo ta oseba, naredimo, kot bi jo naredila ta oseba, ki to že ima. Naprimer, ko sem prej razlagala, ne, da koliko sem jaz recimo, ko sem bila še v službi, začela pač se obnašati, kot da imam svoje podjetje. In sem prišla zjutraj v službo, sem prižgala računalnik, kot da bi bilo to moje podjetje. Ne, na vsako stvar sem pogledala, kot da bi bilo to moje podjetje, ok, kaj bi zdaj tukaj naredila. Dejansko sem postala ta oseba. Ne. Torej, vsaki stvari v končni fazi, ki jo nekako želimo videti v svojem življenju, postanimo oseba. Tudi način, na katerega razmišljamo, ne, ok, kako bi razmišljala ta oseba, ki to že ima. Ne, na ta način dejansko
pol vesolje nam lahko prinese pač to, kar ustreza tem našim, kako bi temu rekla, vibraciji oziroma temu, kdor smo. Ne? Kaj pa, če se v bistvu mi ne moramo uživeti zdaj v nekaj, kar ni realno tukaj, se pravi v eno energijo nekoga, ki že to ima. Se potem uporablja orodja naprej, da lahko to razkriš in uničiš? Absolutno. Tukaj se pač veliko pač v nekih omejitev počistimo s temi accessovimi procesi, vprašanja, ne? In tudi z vprašanji dejansko začnemo posegati po teh energijah, ne? Pač, ja, ti si rekla, da če ne veš, ne? Kako bi bila ta oseba. Jaz pa rečem, vprašam svoje stranke, kaj pa če bi vedela? Ker vsi v sebi imamo vedenje, imamo vse odgovore za sebe, jih imamo vse, ne? In dejansko tukaj Access vodi ljudi do tega, da najdejo to v sebi, ne? In poiščejo to energijo pol sebi, ne? Zdaj, včasih je tudi, recimo, veliko je tudi primerov takih, da si ljudje nekaj želijo pač zaradi tega, ker jim bo to nekaj prinesel, ne? In pol, ko ugotovijo, da si pravzaprav želijo neko energijo tega, kar mislijo, da jim bo tukaj prinesli, in to energijo lahko na drug način dobijo, ta želja po tej prvi stvari sploh odpade, ne? Ne? Ker pač že na nek drug način dobijo to energijo, ki so jo iskali pri tej stvari, ki so jo želeli v svojem življenju videti, ne? Tako da velikokrat si tudi želimo neke stvari, ja, zaradi tega, ker mislimo, da nam bojo nekaj prinesle, neke občutke, neke energije, in to lahko dobimo tudi na drugačen način, ne? In vedno gremo pač gledati, kaj je pač dejansko tukaj odzadaj za to željo, in velikokrat pridemo tudi do tega, da je čisto nekaj druga, ne? Kakor je videti na prvi pogled, ne? Je pa, ja, no, kar vpraši še naprej, tako da. Če se nekdo trudi in trudi, ne? Ja. Prav, in pač reče, vse, kar sem znal, sem naredil, ne, izobraževal sem se, uporabil to tehniko, ono tehniko, zdravljenje in nič ni delovalo, ne, še vedno nisem prišel do tistega, kar bi rad. Kaj to pomeni v bistvu? Ja, prva stvar je, recimo, pač velikokrat, mislim, meni je Access Consciousness tudi zato tako dober, zato ker tukaj gremo ne samo pač na zavestnem nivoju, ampak gledamo, mislim, veliko stvari se čisti na nezavednem nivoju, ne, in lahko je veliko omejitev oziroma neke stvari, ki še vedno držijo nazaj, ne, da se nekaj ne prikaže v našem življenju, je lahko na nezavednem. Smo se nekoč nekje odločali nekaj, ali pa smo nekaj rekli, da tega pa nikoli več, ne, in je to nekje globoko nas v nezavednem zakopano, ne, in kljub temu, da še delamo vse živo, ne, tako na zavestnem nivoju, se to še kar ne prikaže v našem življenju. Tako da, recimo s procesi Access Consciousnessa pač velikokrat počistimo te stvari, ki se zbarsi, recimo, ne, pač to, kar se na nezavednem pač nahaja in preprečuje, da bi se dejansko to, po čemer sprašujemo, prikazalo kot naša resničnost, ne. To je prva stvar. Druga stvar je pa ta, ne, da smo velikokrat toliko navezani na ta rezultat, ne, da to pomeni, da delujemo iz prostora pomanjkanja. Tega še vedno nisem dobila. Ne, in kaj s tem skreiramo? Tega še vedno nisem dobila. Ne. Tako da jaz tukaj v tem primeru priporočam, da mogoče se malo, da nehamo se s tem ukvarjati. Da spustimo, začnemo uživati svoje življenje, pač takšno, kakor je, ne, na drugih področjih, ne. In ponavadi je tako, ko spustimo to stvar, rečemo, ok, pač dobro, ne, in začnemo pač živeti, uživati v življenju, oziroma si kreirati ga na tak način, da uživamo kljub temu, ne. Potem bo pa ta stvar, ki smo se prej toliko trudili za njo, in to ponavadi tudi pride, no, tako. Ali pa še kaj večjega, ne. Lahko tudi vesolje za nas na kaj večjega na zalogi, ne. Ampak mi smo tako fokusirani na to tukaj, a ne, vesolje ima pa za nas to, a ne, in pol, ko spustimo to, pol pa lahko pride to. Se pravi, mogoče nismo bili samo, mi zelo velikokrat pričakujemo, na kakšen način moramo nekaj dobiti, ne. Ja. In ko to spustimo, nam šele pač je lahko dostavljeno, ker je na drug način
Tako, ja, mi tako želimo, to je, ko sem jaz prej rekla, to je, ko sem jaz bila sama, vse smo skušali kontrolirati, na kak način bodo določene stvari prišle v naše življenje, ampak s tem, ko se mi odločimo, na kak način mora priti nekaj v naše življenje, smo izločili vse ostale možnosti, ki jih ima za nas vesolje. Ne? Nam ne more, tudi mogoče nam pošilja vesolje, ne? Bog, kakorkoli to imenujete, življenja, ne? Ampak kar ne vidimo, zato ker smo mi toliko fokusirani na to stvar tukaj, ne? Kar ne vidimo in pa, ko to spustimo, pa reče vesolje ali pa Bog, reče, ja, hvala Bogu, zdaj pa končno ti lahko dostavim. Velikokrat se prikaže stvari na popolnoma drugačen način, kot smo si mi zamislili, oziroma kot smo mi mislili, da se bojo. Ne? Tako da, fajn je iti iz te navezanosti, na kak način. Ne? Torej, naša naloga ni kako, naša naloga je samo kaj. In prepustiti, ne? Tako, ja. Kar je za nas najtežje. Ampak se da. Ja, se da. To je, recimo, ta navezanost je prav tisto, kar sem prej omenila, s to agresivno prisotnostjo, da si tukaj in zdaj. Ne? Da si vsem, kar si, da si prisoten s tem, kar je pred tabo, s tem, kar se zelo v tem trenutku dogaja, s tem se lahko veliko te navezanosti znebimo. Kaj pa v bistvu, ko si rekla, si v tem trenutku tukaj in zdaj, ampak kako pa potem kreiraš stvari za naprej? Ja, torej, to je tako kot en ples, ne? Dejansko si, itak imaš vizijo svojega življenja, ne? In spet s to agresivno prisotnostjo lahko ločiš vse tiste misli, vse neke poglede, ki ti prihajajo k tebi, pa mogoče sploh niso tvoji in ti spodbijajo to tvojo vizijo. Ne? In če si agresivno prisoten, če si tukaj in zdaj, lahko opaziš, da pridejo take misli. Ne? Če si pa vse posod nekje v preteklosti, v prihodnosti, v dvomih, ne vem kaj, pa tega ne moreš opaziti. Ne? Tako da, ja, to je to. Tukaj v tem trenutku pa recimo z enim učkom kao naprej, ne? To je pač plesa, ne? Ampak če si prisoten, dejansko lahko ohraniš to vizijo. Toliko časa, dokler se dejansko ne prikaže v tvojem življenju. Zdaj pa te bom vprašala, če nam lahko izdaš, kako ti konkretno pravzaprav začneš neko spremembo. Recimo, da želiš povišati pritok denarja, nov avto, ali želiš novo potovanje, pozna na glasu. Se pravi, kaj ti uporabiš vse tekom dneva, tedna, da to zdaj spremeniš? Ja, zdaj uporabljam veliko stvari, ampak vedno se pa lotim tako najprej, kako bi bilo to čutiti, kakšna energija bi bila to. Pač recimo konkretno, če rečem povečati prihodke, kakšna energija bi bila to. In skušam to energijo potem prinesti v ta trenutek, da začnem to biti ta energija, ta prostor, ta zavest. Ko pa se začnem sprašati, kako bi ta oseba razmišljala, kaj lahko sem. Torej vedno smo rekli, vse izhaja iz nas, kaj lahko sem, kaj lahko naredim, kaj lahko imam, kakšna energija, prostor in zavest sem lahko jaz, da se to prikaže v mojem življenju s popolno lahkoto. Oziroma, da to aktualiziram s popolno lahkoto. In pa pač tukaj si tudi počistim te stvari, ki vam prihajajo, recimo neki pogledi, neki pomisleki, si s čistilnim izrekom Access Consciousness to počistim, ampak dejansko je pa to, da skušam biti čim več časa v tej energiji. Čim več časa se dejansko obnašati že kot ta oseba. In zdaj tukaj, recimo, veliko lažje je z vprašanji, ker tisto si prej rekli na začetku, kaj če nekdo ne ve, kakšna je to, recimo, energija. In se lahko vprašaš, kakšna energija, prostor in zavest sva lahko jaz in moje telo, da pa pol ustaviš noter, karkoli pa želiš v svojem življenju videti. In tukaj je pomemben, da ne iščemo odgovor, ampak smo sam prisotni s tem, kar se prikaže, s to energijo, prostorom zavestja. Sploh ni treba vedeti, dejansko se prikaže, če smo pripravljeni prisluhati. In pol še eno vprašanje, recimo, kaj bi bilo potrebno? Kaj bi bilo potrebno, da se v mojem življenju prikaže, recimo, nov avto? In s tem
ta vprašanja access consciousness dejansko so tako narejena, ko smo mi res pravo vprašanje, ko je to res pravo vprašanje, energija pravega vprašanja, je kot da bi začeli vleči to v naše življenje. Ne? S tem vprašanjem začnemo aktivirati kvantna prepletanja v vesolju, da nam začnejo prispevati na razne načine. Ne? In pa se naše življenje začne tako odvijati, da nam dejansko pride to v naše življenje. Ne? Če nismo zdaj navezani na kak način, ne? Na lahkoten, ne? No, na lahkoten način, ja, ampak drugače pa, če se nismo zdaj odločili, zdaj moramo za to plačati, naprimer, ne, lahko pride tudi tako, da nam nekdo da ključe, evo, izvoli, ne? Ja, to bi bilo res super, no. Ja, ali pa mislim, tu načinov je še veliko, ne, se jih mi sploh s tem našim logičnim umom oziroma zavestnim umom niti ne moramo toliko domisliti, kakor jih ima vesolje za nas na zalogi, ne. Tako da to, no, pol delam tudi pač neke energijske, tako, vlečem energijo in tako naprej, ampak to se mi zdi, da je mogoče malo preveč, da bi zdaj tukaj začela razlagati, ampak predvsem to, no, da skušam biti v tej energiji tega, kar jaz želim pač videti kot svoje življenje, oziroma v svojem življenju čim več časa. Se pravi pa ta vprašanja lahko potem večkrat na dan izgovarjamo, ne? Ja, večkrat, ne, to ni vprašanje, da bi bilo samo enkrat, ne, ampak bolj, ko nas bo zanimalo, okej, kaj bi bilo potrebno, ne, da se to prikaže v mojem življenju, ne, bolj bomo to vlekli v svoje življenje, bolj vse neke ali dogodke, ljudi, informacije, ki nam bodo pripomogli k temu, da se bo to prikazalo pa v našem življenju, ne, bolj, ko bomo res v vprašanju, ne. Super. Kaj pa je zate, zdaj, če lih malo skočil ven iz teh orodij, kaj je zate v bistvu bistvo življenja? Bistvo življenja? Za mene je bistvo življenja, da se zabavaš in da uživaš. To. Se pravi, bi rekla, da je to tudi tvoj smisel, se pravi, ko rečemo poslanstvo, ne? Vse, kar te zabava, ne? Vse, kar je lahkotno, ne? Je tista prava pot. Ja. Da jo začutimo. Ja, tako, to, no, da ta užitek in zabava, to je pač, ne vem, to sem že imela prej, no, tako, ko sem gledala, ne, starše pa druge ljudi, kako dejansko so odlagali te svoje užitke in zabavo na nekam v prihodnost in ta prihodnost nikoli pol ni prišla, ne. Pol so zboleli in ni bilo to možno pač narediti več, ne. Tako da to spoznanje je meni to, da je treba zdaj pač uživati tukaj in zdaj, ne. To sem že imela kar nekaj časa, ne. In ja, poleg to sem pa še spoznala, da dejansko, ja, vsem, kar delamo dejansko, da se moraš zabavati, no, to, ne. In so tudi določene, mislim, veliko stvari je v našem življenju, ki mogoče nam glih ne predstavljajo zabavne, mislim, ni zabavno, ne, ampak si jih pa lahko naredimo zabavne, spet z vprašanja, ne, in tako preobrnemo nekako energijo, ne, in ja, jaz mislim to, no, da to bi moralo biti tudi po mojem poslanstvu vsakega ostalega, če bi želeli ustvariti nek lahkotnejši planet, lahkotnejši svet, no, tako, radostnejši svet, ne. Ja, se popolnoma strinjam. Barbara, lahko z nami v bistvu podeliš kakšno tvojo manifestacijo, ne? Vem, da si že veliko imela v svojem življenju, ampak katero bi izpostavila? Ja, jaz vedno izpostavljam to, no, kako sem si to svojo pač podjetje ustvarila, to, no, ker tako, no, ko veliko ljudi mislim, jaz nisem bila tista oseba, ko bi rekla, zdaj pa konc te službe, pa zdaj pa grem svojo podjetniško pot, jaz nisem bila toliko pogumna, ne, ampak dejansko sem pa bila toliko, da sem začela pač se obnašati na ta način, ne, in se je vesolje pol preobrnilo na tak način, v bistvu se je vse preobrnilo na tak način, da je mene vrgel pol na to pot, ne, dejansko me vesolje brcnalo rit, če lahko tako rečem, ne. Ja. Čeprav je bilo v tistem trenutku bilo grozen, pa tako mislim, pač ta čustveni roller coaster, ne, gor, dol, sem bila čist ekstatična, pa sem bila čist prestrašena, ne, ampak ja, mislim, to je ena izmed, meni se zdi, to mi je ena izmed večjih, no, takih manifestacij.
Drugače tako, manifestacije se dogaja na dnevni ravni, ne. Tisto, kar povprašujem, tudi recimo nivo prihodkov, pa to pač tisto, kar sem si zadala, sem že pol zdavnaj presegla, ne. Tako da tudi recimo te delavnice, ja, recimo jaz sem imela tudi veliko željo delati po spletu delavnice in se spomnim na začetku, to je bil en kup enih omejitev v moji glavi, ne. Zdaj je to nekaj normalnega, naravnega in ja, pač tudi to je, pač prvo je bilo kot zamisel, a ne, in potem sem pač enostavno začela tudi delati, ne, in na začetku je bila ena oseba na delavnici, zdaj jih je vedno več, ne, tako da, ja, pol kaj še, recimo? Potovanja? Ja, to potovanja, tako, mislim, ja, tudi to, recimo, ne, da, na primer, tukaj pri Accessu je tako, če si certificirani facilitator, ne, imaš lahko tudi te napredne seminarje in to je en kup enih izobraževanj, ne, ki tako, če jih na začetku pogledaš, si misliš tako in cenovno in vse, pač tako, mislim, če si s tem, pač to razmišljanje, ki sem ga imela takrat pogledal, to je bilo meni, wow, to ne vem, to ni možno, mislim, tako, ni možno, ne. Ja. Potem sem pa v nekem trenutku rekla, čakaj malo, ne, kaj bi bilo potrebno, da jaz pridem do tega s popolno lahkoto. Ne? In to je bilo vprašanje, s katerim sem se premikala od seminarja do seminarja, od pogoja do pogoja in sem prišla pač tudi do tega, da sem certificirani facilitator postala, ne. Ja. To pomeni, da lahko imaš delavnice ti, a ne, sama? Ja. Če samo naštejeva na hitro delavnice, katere vse so? Ja, zdaj ogromen je teh delavnic, ne, tudi pač pol je tako, dejansko imaš lahko svoje, lastne si pol kreiraš, ne, itak jaz to že, itak skozi delam, ne, ampak zdaj še pač vedno bolj s tem vpeljavanjem Accessovih orodij, pa tudi seveda nekih svojih, recimo, znanj, no, tako, ko sem že bila prej, a ne, ko sem jih imela že prej, ne, tako da, zdaj, kar se samega Accessa tiče, imaš Access Bars delavnice, potem so osrednji seminarji, so temelji, a ne, ki jih pač lahko facilitirajo certificirani facilitatorji, ostale pa facilitirajo, no, zdaj pač recimo pač ustanovitelji, a ne, oziroma so neke še posebne te izobraževanja, da lahko facilitiraš tudi neke druge, a ne, drugače pa mi lahko tudi še facilitiramo te telesne procese, a ne, torej, mogoče tudi ta izraz, mogoče malo povem, facilitirati, ne, kaj to pomeni. Tukaj pri Accessu se ne reče, da si ti vodja delavnice, ti si facilitator, ker facilitate pomeni v angleščini nekaj olajšati, neko spremembo olajšati in dejansko si ti tukaj omogočiš nekaj, da pride do neke spremembe, ne, ljudje, ki pridejo na delavnico, ti jim omogočiš, da tam pride do neke spremembe, po katerih sprašujejo. Ti nisi vodja, ne? Ti dejansko si tam sprašuješ vprašanja, kaj želijo in jim tako dejansko omogočiš, da se ta sprememba za njih hitreje prikaže. Ne? Ja, torej pa telesni procesi, kaj še energetic facelift, ja, mislim, tukaj je veliko stvari, ne, in ljudje to bolj in bolj spoznavajo in vidim, da jih kar pol potegne, tako, ker res stvari so tako fantastične, no, jaz tako včasih rečem, to so čarobne stvari, ne, in včasih, če bi mene pred 4 leti nekdo vprašal o čarobnosti, pa včasih že rekel, da jaz to ne verjamem, ne. Danes pa, ko vidim, kaj se dogaja z ljudmi, z njihovimi telesi na podlagi teh delavnic, na podlagi teh procesov, tudi ljudi, ki prihajajo na individualne seanse, ne, lahko samo to rečem, no, da je to enostavno nekaj čudežnega, čarobnega. Barbara, imaš za konec mogoče še kakšno zgodbo za nas, ki bi jo rada delila, ali pa se jo spomniš? Svojih izkušenj ali pa delo kot, se pravi, iz individualnega dela z drugimi? Ja, teh zgodb je toliko, da vsak človek je svoja zgodba, ne. Kaj je najbolj nenavadno, ali pa tisti največji preskok, kaj človek doživel?
Ja, jaz velikokrat razlagam o tem, no, kako je naprimer po barsih, nekdo, ki je bil na vozičku, ki je bil ni čutil nog, dejansko paraplegik, je začel s prsti na nogah migati po enem bars tretmaju. Mislim, meni so te stvari so mi tako fascinantne, ker pride tudi res na telesnem nivoju, pride do spremembe lahko hipne, pa potem ena punčka, jaz nisem to osebno delala, ampak to so meni pol udeleženci mojih delavnic, ki pol izvajajo to naprej, so meni to pač povedali, kaj se jim dogaja, te povratne informacije sem dobila tako na ta način. In recimo ena tudi udeleženka bars delavnice je delala eni punčki barse, ki bi morala iti na operacijo oči, ker je imela odstopanje, mislim, da je bila roženica, in je po 2-kratnih barsih, plus tem, da je barse svoji mamici naredila, mislim, njeni mamici naredila, ta punčka ni potrebovala več operacije. Veliko ljudi, zdaj po barsih dejansko se razcveta, njihovi posli se razcvetajo, življenja se razcvetajo, dosti ljudi je tudi našli, ne vem, svoje partnerje, nove partnerje, oziroma kaj še, veliko, jih je šlo tudi stran iz odnosov, ki niso delovali, končno so zbrali moč za to, Ko prej so trpeli v nekih odnosih in jih je bilo strah, ne vem, ali mogoče zaradi financ, zaradi česarkoli, oditi iz tega odnosa, in pol končno po barsih so zbrali to moč, so prekinili, šli iz tega odnosa in zdaj pač živijo drugačno, ekspanzivnejše življenje, kvalitetnejše življenje na čisto drugem nivoju. Super. Bi rekla pol, da je res čarobno, Ja. Tukaj bi rekla, to nam veliko poudarjamo v Accessu, spremembo, če želite spremembo. V tej resničnosti, ta sprememba se pojmuje velikokrat kot nekaj slabega. Ljudje pravijo, sam, da se nič ne bo spremenila, kar naj bo tako, kar je, pa tudi, če ni v redu, tudi, če je pač slabo, kar naj bo tako, kot je, ker to poznam, sprememba vedno pomeni nekaj neznanega, ampak tukaj sprememba vedno prinaša nekaj več. Vedno, ko govorimo o spremembi, mislimo na spremembo v nekaj večjega, širšega, več možnosti življenja na drugačnem, kvalitetnejšem nivoju. Super. Evo, zdaj smo v bistvu zaključili, 1 urica je mislim, da je bilo kar hitro. Spodaj bomo pripeli link do tvoje spletne strani, tako da si lahko vsi ogledajo. Jaz bi prebrala samo 2 vrstice, ki si je ti zdaj v zadnjem vabilu poslala okrog. In sicer je to misel Garyja Douglasa, ki je osnoval Access Consciousness. In sicer, če ste voljni prijeti veličastnost tebe in dovoliti svetu, da jo vidi, vam bo svet podaril tisto, kar si resnično zaslužite. To mislim, da je ena taka globoka misel, ker jo je vredno večkrat prebrati, da se te zares dotakne. Jaz bom rekla hvala, Barbara. Mislim, da si marsikdo ogledal tole in da bo dobil veliko in mogoče še naprej povpraševal in se učil v tej smeri in v smeri lahkotnosti in igrivosti življenja. Tako, pa zavestno, čim bolj zavestno. Ker je to možno. Tako, Hvala, Barbara. Enako, bodi fajn in se slišimo. Adio, čau.